Pozdravljeni! Priznam, da je naslov videa mogoče malo provokativen, ampak želel bi spregovoriti o eni osebni izkušnji, sicer iz časa osnovne šole. Namreč kot otrok sem bil kar občutljiv, priznam. Moja hitra reakcija je včasih bil jok, kot nek obrambni mehanizem. Še sam v bistvu ne vem zakaj, ampak če sem dobil slabo oceno, če me je kdo užalil, če se pač nisem počutil v redu ob nekih kritikah, sem to pokazal pač z jokom, kot majhen otrok. Kaj pa jaz vem pač, tako sem bil navajen in tako sem odreagiral. In ravno zaradi tega sem imel težave v osnovni šoli, kjer se večina sošolk in sošolcev norčevala iz tega, pa tudi oni so kdaj v bistvu zajokali, ampak mogoče sem jaz včasih res mogoče pretiraval, ne vem, ampak to je bila ena izmed stvari, s katero se je začelo marsikaj. V bistvu začelo se je potem tudi kakšno ščipanje od sošolke, ne sošolca, občasno, ko so skupaj sedela pri nekaterih urah, to v nižjih razredih osnovne šole, to govorim nekje do 4. razreda. Pač toliko, da me provocira in me spravi v jok in se mi lahko v bistvu vsi smejejo. Malce hudobno se vam ne zdi, ampak okej, pač tako so bili vzgojeni, predvidevam. No in potem tudi v bistvu, ko sem malce zrasel, pa še vedno bil v osnovni šoli, sem tudi zrastel v trebuh, pa še v katere druge dele telesa. In to je bil tudi drugi problem, zaradi katerega so se mi posmehovali. Namreč bil sem malce pretežek, čeprav nekateri so bili še bolj, ampak niso bili takšna tarča posmeha, kot sem pač bil jaz. Očitno sem se jim z nekaterimi stvarmi zameril. Ne vem, se priznam, mogoče na čase tudi jaz nisem bil nek angelček, ampak se mi zdi, da v bistvu, tako kot sem že prej omenil, tu je igrala veliko vlogo tudi vzgoja staršev. No in v glavnem moja takrat debelost definitivno ni pomagala. Tudi sam sem se počutil zelo slabo glede tega. Kar nekajkrat sem poskušal hujšati. Je bilo celo neko obdobje v osnovni šoli, kjer preprosto nisem, ne vem, polagal neke pozornosti na to, pač sem malo bolj debel, kaj zdaj, ne. Pač kot otrok čisto drugače razmišljaš, saj jaz sem. In mi mogoče včasih tudi ni bilo jasno, zakaj se norčujejo tako. Ampak potem je z leti, potem sploh proti najstništvu in v začetku najstništva, pač postalo to vedno težje. In vedno bolj zlobni komentarji. In eden komentar, ki se mi je vtisnil dejansko v spomin, je bil, ko smo v šoli naravi, pač postavljali neke šotore in mi en sošolec je rekel, da jaz tako v življenju ne bom nič drugega oblekel kot pa trenirke. In to se mi je tako zasidralo v spomin in tako se mi je ta človek zameril, da še dan danes ne morem tega pozabiti in boli me ene stvari. In je neverjetno, kako se ene stvari kot otrok zapomniš tudi za ves čas, tudi ko potem postaneš odrasel, pa greš mimo nekaterih stvari, ampak ene stvari se prav zažerejo v spomin. No in tudi takrat moram reči, da to bil en taki wake-up call, kjer sem se malo zbudil in tudi dejansko se soočil s problemom, ki ga imam. Pač sam sem se boril s tem, sam sem želel izgubiti kilograme, ampak ne vem, takrat pač še ni bil internet tako razvit, da bi lahko našel te informacije in pa neke načine v prehrani. Pač posvetoval sem se kdaj z zdravnico, ko smo imeli te zdravniške preglede, pa mi je povedala, da treba manj jesti, sem to delal, pa okroge sem še vedno bil. Pač nisem vedel, da se treba gibati in na kak način treba gibati. Tako da dejansko pa vseeno se mi zdi, da komentar ni bil na mestu. Ker pač vem, da nisem bil edini, ampak tisti otroci so bili vedno bolj glasni, so bili mogoče nasilni do koga drugega in so si izborili neko svoje mesto in spoštovanje, strahospoštovanje bolj od vrstnikov in jim nič ni upal. Jaz pa sem pač bil bolj tih, bolj zadržan in sem zato bil lažje tarča. In zato so se mnogi dejansko lažje spravili name, kot pa na nekoga, ki je mogoče bil v isti situaciji, imel iste probleme, ne vem, s samim sabo oziroma s telesom, pa samopodobo, pa mogoče pač vseeno niso upali do njega biti taki, ker bi jih po domače lahko kaj fasali v stran. Ker pač nasilje je žal bilo in še vedno dan danes je v osnovnih šolah prisotno. Jaz sicer neka tarča nasilja nisem bil, nekateri so jih res dobili v osnovni šoli in vem, da se še to dan danes dogaja. In to pa je tudi zelo narobe.
To so po mojem otroci, ki nimajo čisto razjasnjeno pri sebi, kdo in kaj so. So zelo dvomljivi sami v sebe in doma mogoče imajo kakšne težave in tako kot sem že rekel, pač projecirajo to na šibkejše. In to definitivno ni pravilno. Definitivno tudi ni pravilno, če ti je nekdo prijatelj, to se tudi meni dogajalo, in se potem obrne proti tebi. In v bistvu vse stvari, ki si mu jih zaupal ali pa jih zaupal, potem v bistvu pove naprej in se potem ostali lažje norčujejo iz tebe. To se je tudi dogajalo v mojih časih, pa tudi vem, da je to danes še prisotno v šolah. Ne samo v osnovnih, tudi v srednjih šolah. Tako da otroci so lahko malce hudobni. Ampak tukaj res veliko se mi zdi, da je odvisno od tega, kako so jih starši vzgajali, kakšen vzor jim starši v bistvu dajo in kako pač podpirajo njihova dejanja. Vem, da nekateri so celo pač ponosni, no pač pod narekovaji ponosni. Ja, moj otrok je pa glasen, pa se zna za sebe postaviti, pa nišče mu nič ne upa, bla bla bla, prav tak, ampak to ni pravilno. Definitivno se mi zdi, da jaz sem zagovornik miru in da se da v miru rešiti situacije, pa dosti bolj optimistično, ne pa tako nadležno in pa grozno, kot se nekateri vedejo. In pa seveda, ko je prišlo najstništvo, sem dejansko pač jebat ga po nesreči prvi fasal mozolje. In mozolji so bili eno nadležno daljše časovno obdobje zame, ampak takrat dejansko v samem štartu mi dejansko te pripombe od sošolk in sošolcev dejansko ful niso pripomogle. Ful so mi zbile samozavest in še bolj sem se zaprl vase, vse do srednje šole. Sem bil potem bolj tih in pač dejansko, če se kdo norčeval iz mene, sem se samo obrnil, sem mislil, glej, bodi ti tak, jaz se ne bom s tabo ukvarjal. Včasih sem kaj siknil nazaj, ko mi je bilo dovolj vsega, sem tudi skipel, povedal svoje. Potem so se včasih norčevali, včasih mogoče celo poslušali. Ampak v bistvu je bil potem to še dodaten boj in še dodaten udarec na mojo samopodobo, ta borba z odvečnimi kilogrami in pa še potem povrhu z mozolji. Ampak, glej, če pogledaš dejansko, če bi takrat razmišljal drugače, če bula ne bi, če je imela, bi bila samo bula, ampak dejansko bi lahko dosti mirne to prenesel. Ampak, ko si otrok, najstnik, se mi zdi, da pač dosti hitreje pokažeš, da te je nekaj prizadelo. Dosti hitreje se mi zdi odreagiraš, včasih napačno, včasih pravilno, včasih pa pač kar nekaj. In nišče si ni kriv sam za to. Pač včasih se probaš braniti, včasih pa si preprosto tiho in si misliš svoje, drugi pa pač imajo tega neko veselje. Ampak mozolji, tako kot sem rekel, so tudi odšli, se še pojavi zdaj, ko bom skoraj 30. Pa se še kjer občasno pojavi, pa sem tako, no joj, kaj bi že šel stran, ampak takrat je bilo pač eno hudo obdobje, kar nekaj let, ampak tudi to sem premagal, pa tudi shujšal sem, se boljše počutim v svojem telesu, cenim bolj svoje telo in cenim dejansko te izkušnje, skozi katere sem šel, ker mogoče ne bi bil takšna oseba, kot sem danes. Ne glede na to, koliko sem zdaj pač malo delil te izkušnje in da sem se slabo počutil v tem, pa me je dejansko tako, kot sem vmes že omenil, to nekako oblikovalo. Oblikovalo me je v osebo, katera sem danes. Sem zelo zgovoren, zelo odprt, zelo rad tudi kaj javno povem, zato imam tudi ta YouTube kanal, zato sem tudi lokalni turistični vodnik tukaj po Ptuju. Zelo rad delam z ljudmi in sem zelo optimist. Tako da v bistvu vse te izkušnje sem nekako obrnil dobro in jih dejansko cenim. Cenim tudi zdaj nekako na nek način te komentarje. Tako da z vsakim dežjem dejansko posije sonce. Tisti, ki ste šli čez iste stvari ali pa ki še greste čez iste stvari in gledate te moje videe, pač ni tako hudo, postavite se tudi zase, nič ne boli, tudi če se vam ostali posmehujejo, ampak vedite, da ostanite zvesti sami sebi in vse, kar delate, kar se počutite dobro, v čem se počutite dobro, je potem to dobro dejansko za vas. Tako da naj vas nič ne potolče dol. Vse bo enkrat drugače in vse bo enkrat boljše. In to je to za enkrat. Hvala, da ste gledali moj video. Če vam je bil video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal. Lepo se imejte, radi se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!